Zadnjih 9 let preživlja v Metliškem domu počitka, kjer so ji tudi pripravili slovesno praznovanje visokega jubileja. Lepo se imam. Dokler sem še tako zdrava, saj včasih mene tudi glava precej boli. Ampak, če boli, pa preneha, pa je v redu, pa se nasekiram veliko. Se nasekiram, pravim, tako mora biti. Kot pravijo njeni svojci, ni nikoli v življenju tarnala. Pozno se je poročila in svojih otrok ni imela, a je z izrazitim čutom za pomoč skrbela za druge. Bila je tudi odlična šivilja in je dolga leta šivala po ljubljanskih hišah ter vedno trdo in veliko delala. To pa ja, to je pa stara bolezen. To pa mora biti na kmetih, ne? Ja, na kmetih moraš delati, drugače ne boš imel kaj jesti, če ne boš delal. Ko pridelaš, si pa dober. Tudi pri 100 letih ne miruje. Vedno živahna in dobre volje je vključena v vse dejavnosti v domu. Tudi pri folklorni skupini še sodeluje in predvsem rada poje. Ne pojem več tako, kot sem prej, ko sem bila mlada. Prej pa stalno pela. Pri mašin, šivala pa pela. Pela in plesala je tudi na praznovanju svojega 100. rojstnega dne ter zabavala vse, ki so ji prišli voščit za njen praznik. Kaj bo in kako bo, nič ne vem. Se še včas pravim, se od danes sem, za jutro pa že ne vem, če se bom še živa ali ne. A se ne sekiram, menda že mora biti tako, dodaja nasmejana stoletnica. In prav to svetuje vsem. Ne se sekirati, lahko bi bilo slabše. Verjetno se prav v tem stavku skriva recept za dolgo življenje in tako lepo, vitalno starost, kakršne bi si vsi želeli.